Spoštovani, dobro večer želim iz Dunaja. Natančno nahajam se pred vstopom v palače Hofburg. No, moj namen ni, da vam danes razkazujem palače Hofburg, ker je za to potrebno kar nekaj časa. Jaz sem vam pokazal kratki utrinek in utrip večera na Dunaju. In sicer tukaj pred seboj vidite zanimivo adventno tržnico, kjer seveda dunajski ponudniki ponujajo predvsem domače artikle, in sicer na stojnicah, ki so še vsa leta približno enako v istem stilu. Torej, tu lahko najdete domače izdelke, kape, šale, na to domače dunajske likerje, pa seveda zopet nekaj domačega. Pa tule je zanimivi punči, čokoladnica, originalni dunajski izdelki in seveda tule je še spet ponudba za pijačo. In vrnimo se nazaj na vstop. No, tole je vhod v palačo in mi bomo sedaj šli naprej do največje in najbolj odmevne, seveda po cenah, ulice, to je Kolmarkt. No, poslovimo se od palače Hofburg, se pravi vstopa. No, tukaj, da veste, so nekoč prebivali cesarski nosilci oblasti. Tudi med njimi Sisi v tem desnem delu, ter tudi njen muzej. No, in sedaj se bomo mordili in šli po Kolmarktu. Spoštovani, sedaj smo na ulici Kolmarkt. Kolmarkt je ulica, vidite zanimivo dunajsko gospo, kjer v bistvu ponudijo ne tisto najboljše, seveda tisto najdražje. In tukaj morate imeti polno denarnico in tudi veliko denarja na svojem računu, če želite vstopiti v različne prodajalne, ki se tukaj nahajajo. Tu lahko najdete Guccija, lahko najdete Dolce & Gabbana, lahko najdete Armanija. Aha, tole levo, vidite, je slečarna Demel je v bistvu slečarna, ki je celo starejša od znamenite slečarne, ki jo vsi poznate kot Zahar Torto. In sicer, ne boste verjeli, 1786 leta so jo lastniki ustanovili in še danes tukaj vidite pred seboj vrste ljudi čakajo mirno, da lahko vstopijo in si privoščijo njihov poseben izdelek. To je predvsem zanimivo, ne boste verjeli, jabolčni štrudel. In še ena zanimivost, ljudje, ki v bistvu pri njih kupujejo, lahko v živo vidijo, kako si oni v bistvu to, kar plačajo, tudi privoščijo. Poglejte tole. No, pa pojdimo naprej. Kot rečeno, je v bistvu ta ulica, ki omogoča prave nakupe za prave kupce. Da ne govorimo o blagovnih znamkah ur in seveda o oblačilih ter modnih dodatkih iz zlata in ostalih zanimivih dodatkov, ki, no, upam, da to blagovno znamke ure poznate. In seveda, kot rečeno, tamle vidim Gucci in seveda kar veliko zanimivih ponudb, ki seveda sprehajalcem po tej ulici je mogoče, da to vidijo, in seveda tistim, ki imajo denar, da to kupijo. Pa to je tole. Res, torbice, ker se damam nekoliko zavrti v glavi. Pardon, ne zavrti se njim, ampak njihovim spremljevalcem ali možem. No, tako je vsako leto okrašena ulica Kolmarkt
vsa leta, kar hodimo na Dunaj, da preverimo, kako je med prazniki oziroma pred pripravo praznikov za Božič. Namreč morate vedeti, da v bistvu oni praznujejo predvsem Božič in novo leto je le prehodni termin za vstop v drugo leto. No, pa pojdimo naprej. Pa če vam pokažemo v bistvu tole blagovno znamko Julius Meinl, boste rekli, seveda to poznamo, ker pijemo v Sloveniji kavo tega dobavitelja. Ampak Julius Meinl je nekaj več kot le ponudnik kave. To je namreč trgovina v središču samega mesta Dunaj, ki ne boste verjeli, ponudi kupcem v 2 nadstropjih 17.000 artiklov. In še ena stvar, od delikates, kruha, slaščic, vina. Zanimivo, da nismo opazili vina, ki bi ga v bistvu lahko primerjali z našimi, ne zato, ker naših ne prodajajo. Pa pojdimo naprej. No in sedaj se nahajam že na ulici, ki nosi ime Graben. In sicer gre ravno tako za zanimivo nakupovalno ulico, ki je praktično osnovna povezovalna ulica s središčem mesta. Zakaj središčem? Ker v bistvu Štefanov trg, ki se nahaja tamle vzadaj, je v bistvu osnova, ki jo morate videti, če ste prišli v Dunaj. Aha, naj ne pozabim povedati tole. Vsako leto, ko se pojavimo na Dunaju, opazimo ta Lions Club Dunaj Belvedere, v katerem v bistvu vsako leto s pomočjo kluba Lions zbira denar oči potrebnih. No pa pojdimo naprej. Ne boste verjeli, da v samem središču si lahko privoščite, če potrebujete seveda, tudi stranišče. Tole je levo žensko in tukaj je desno. Je brezplačno, čisto urejeno in v samem središču mesta. Zanimivo, ma ne? No, tole kar nekaj takih spomenikov boste zaznali tukaj v mestu in naj pokažem še to, kot sem rekel. Glejte, tole je središče za gospode. Tako da veste, da tudi zato je na Dunaju poskrbljeno, če ste prišli na Dunaj, da imate težav tudi s temi potrebami. No, pa pojdimo naprej. Zdaj se pomikamo počasi proti Štefanovemu trgu. Preden pa do tja pridemo, vam pokažemo tukaj na levi strani zanimivo kužno znamenje, ki so ga postavili seveda z namenom, da so se zahvalili tistim, ki naj bi jim pomagali odstraniti kugo, ki je prizadela tudi ta področja pred veliko letih. No, tudi ta ulica se lahko pohvali z tako zvanim nakupovalnim ponudbenim pristopom, različnih blagovnih znamk in seveda tudi mestnimi ulicami, kjer se nahajajo različne zanimive restauracije. No, to je ta zanimivo kužno znamenje, ki ga večina turistov rado posname in seveda prikaže na svojih posnetkih tistim, ki jim želi predstaviti svoje potovanje ob glavnem mestu Dunaja. No, pa pojdimo naprej. No, spet smo z vami in seveda sedaj smo že sorazmerno blizu znamenitega Štefanovega trga. In tukaj, kot vidite, je res zanimivo. Na Dunaju boste našli kar veliko tovrstnih kioskov, kjer seveda ponujajo znamenite njihove klobase na žaru. Aha, vidite, tukaj je zanimiv del in sicer to je vodnjak, ki omogoča turistom, da si lahko natočijo vodo zastonj. No, seveda poleti, ko je vroče.
In to je še ena zanimivost, to je lokal, ki praktično deluje po zimi in poleti in je tule nekoliko ogrevan, tako da jim ni preveč hladno. No in sedaj smo vse bliže Štefanovu trgu, a še preden stopimo, vam povemo še eno stvar. Če se boste potikali po Dunaju, uporabljajte izključno javni transport. Za 7 dni boste plačali 17 € in 18 centov in se lahko z podzemno železnico vozili kjerkoli po Dunaju in najhitreje prispeli. No, to je na Štefanovem trgu, podzemna železnica, vstop in na to se lahko vozite na različne kraje po Dunaju. No, pa pojdimo s tem našim posnetkom naprej. To je ta, kot rečeno, zunanja ponudba in seveda tukaj vidite sedaj pa že trg, ki je tisto, kar mora videti vsak, ki pride v dunajsko mesto oziroma glavno mesto Republike Avstrije. Tamle je znamenita katedrala, ki je seveda nekaj posebnega, tako zunaj kot znotraj. Morda ji bomo pokazali tudi znotraj en kader, tako za pokušino. To je zanimiva kavarna Aida, prav zanimiva. In en od objektov, ki nam odgovarja, je tale objekt, ki je res nekaj posebnega, pa še danes nismo gotovili, čemu ga v bistvu Dunajčani potrebujejo in rabijo. No, pa pojdimo naprej. Tukaj naravnost se nahaja, kot vidim, polna ljudi, Koroška ulica, oziroma kot oni pravijo, Kertenstraße. To je prej omenjena kavarna in tukaj seveda prej omenjena katedrala svetega Štefana. Pod njo oziroma okoli nje se zdaj odvija tako zvani predbožični sejem različnih izdelkov, ki jih ponujajo predvsem domači ponudniki, od hrane, pijače in seveda tudi izvirnih izdelkov. Ne bi se sprehajali po njih, ker je ravno najtežje posneti oziroma snemati tam, kjer je veliko ljudi, ker snemamo s telefonom, mislijo, da se pač igramo kot vsi ostali. No, pa vseeno nekaj korakov ali pa posnetka bomo le naredili, da vidite ta utrip. Vidite, to so stojnice, to so italijanske specialitete. Tule je zanimiva ponudba pedagoških igrač. Tukaj imajo izvirne dunajske krogle, tu so znamenite njihove luči in seveda tu so znamenite njihovi kuhački. No, pa se prebijemo še toliko naprej na to stran. Na tej strani imajo pa predvsem domače izdelke, od znamenitih njihovih medenjakov, različnih pletenih igrač, suhih proizvodov iz lesa in seveda brez tega na Dunaju ne boste mogli biti, to so seveda njihovi znameniti okraski za jelke. No, pa pojdimo naprej o teh okraskih. No in tukaj je zanimiva cvetličarna. Ena od zanimivejših dunajskih cvetličarn, v katerih boste vedno zadovoljni odšli, ko boste prišli. Seveda sedaj prilagojeno vse predbožičnim ponudbenim izdelkom. Ki so seveda prilagojeni adventnim venčkom in ostalim potrebnim dodatkom za vašo jelko. No in tu je še ena stvar, ki je zelo zanimiva. Tale tobak.
Ne boste verjeli, to je eno starejših tobakov, prodajaln tobaka, da sem natančen, na Dunaju. In tukaj morate priti in se gledati, kaj se lahko kupite. Gledajte, tole in seveda kompletno sestavo nekdanje Avstro-Ogrske monarhije. Pa pojdimo naprej. No, tu se nahajamo znotraj enega objekta, trgovine, ki je res nekaj posebnega. In tukaj bomo pokupili Mozartove čokoladne torte, rogle in ostale izdelke. No, pa pojdimo naprej. No, in v samem središču mesta, natančneje v bližini ali pa neposredni bližini Štefanjevega trga se nahaja knjigarna Tirolija Buch. In sicer zanimiva, ker ponuja res izjemno predstavitev različnih avtorjev. En, ki mi je padel v oči, je v bistvu zanimiv, ker smo ga nedavno videli tudi v slovenščini, ko je predstavil, ne boste verjeli, zadnjega cesarja Karla. To vidite, piše Karl letzte Kaiser oziroma zadnji cesar. In mi imamo to knjigo in ta knjiga je bila zložena v Ljubljani pri založbi Mladinska knjiga. In zanimiva cena te knjige je, ne boste verjeli, enaka kot naša v Sloveniji poslovenjena. Tu stane 39, mislim pa, da v Ljubljani je ravno toliko. No, pa pojdimo naprej. Seveda, tam je še Sisi in še vsi ostali znameniteži iz tega področja. Celo Michelle Obama prodajajo tam za njeno novo knjigo, z njo bo potrebno odšteti 30 evrov. No, pojdimo. No in zdaj se nahajam tam, ker so doma tile zanimivi beli lipicanci, ki pa seveda služijo tu kot prevozniki pijakarjev. Spet se postavijo tukaj in pogledajte, na to jih lastniki pripravijo za vožnjo vseh tistih, ki se želijo seveda popeljati po mestu Dunaj. Cena tega prevoza se giblje tamle od 50 evrov do nekaj več, če vas je več. Za dva je 50 evrov. No, tole je gospod, ki v bistvu tudi to storitev upravlja. No, pa pojdimo naprej. No, naj vam povem, da ta avtobus, ki jo vidite tukaj in bo zdaj odpeljal, pa je namenjen za krožno vožnjo Trieso po središču mesta Dunaj, in to seveda zastonj tako za domačine kot za turiste. Se res, pozabil sem dodati za tele pijakarje, da imajo oni svojo društvo, podjetje, kakorkoli želite, preko katerega se lahko seveda tudi interaktivnem naslovu naročite že naprej, in ko pridete na Dunaj, imate že vstopnico, se usedete na enega od teh zanimivih koleslo in se popeljete, kot rečeno, po Dunaju. No, zdaj približno veste, kje smo, zopet tam na Štefanovem trgu. Glejte, to je tole, in tako se v bistvu začne vožnja z fijakarji. Zdaj se nahajam v Štefanovi katedrali, ker ne smem dosti govoriti, bom le pokazal tale posnetek, in sicer res enkratno katedralo na temle prižničnem delu se nahaja znameniti Pilgrim, ki vam bom pokazal še druge, tako da boste videli. To je mož, ki je v bistvu bil tudi graditelj
te cerkve. No, pa pojdimo naprej, vendar brez komentarja, ker pač nimam pravice govoriti o tem znamenitem objektu. A to je ta del. Svoj večernik utrinek bomo seveda zaključili na Štefanovem trgu, enkratnem področju središča mesta Dunaj, kjer se povezujeta arhitektura preteklosti in tudi prihodnosti. Eno od teh je na tej desni strani, to je trgovski center. Vse ostalo pa je seveda prirejeno iz tistih časov, ko so tukaj vladali še tisti vladarji, ki so bili tudi del naše zgodovine. No, tole je ta, kot rečeno, novejši del in tu je seveda ta znamenita katedrala, kjer bom tudi v bistvu s tem krožnim posnetkom zaključil naš posnetek današnjega potepanja po središču mesta Dunaj. Lepo se imejte, spoštovani in spoštovane, tako je Dunaju bilo danes, 6. decembra leta gospodovega 2022. Torej še 25 dni in vstopili bomo v leto, vsaj upamo tako, 2023. Naslednje.